Povedal vam bom nekaj spominov iz otroštva, ki si jih z veseljem spominjam še danes, čeprav so se zgodili v 50 letih prejšnjega stoletja. Zanimivo je primerjati stare črno-bele fotografije z današnjimi barvnimi posnetki Ljubljane. Ljubljana je mesto mojega otroštva, ki sem ga preživljal v tem predelu. Živeli smo v podstrešnem stanovanju hiše trgovcev Gerkmana in Lenasija, ki sta imela v pritličju trgovino z metrskim blagom Sukno. V bližnjem Robovem vodnjaku sem se igral in iz njega pobiral kovance, ki so jih turisti metali van. Zapravil sem jih v bližnji slaščičarni na Mestnem trgu ali v bivši Dolinarjevi pekarni za žemljico na Ciril-Metodovem trgu. Spominjam se tramvaja, ki je zvončklal in drdral, ko je zaviral po Čopovi navzdol. Peljal je preko Prešernovega trga, Tromostovja in po Stritarjevi ulici. Pred Robovim vodnjakom je zavil levo na Ciril-Metodov trg proti tržnici in mostam ali pa desno na Mestni trg po Starem trgu na Gornji trg proti Šentflorjanski cerkvi. V prijetnem spominu mi je ostalo lutkovno gledališče, ki je bilo stisnjeno v kot med cerkvijo svetega Jakoba in osnovno šolo, v katero sem hodil tudi jaz. Rad sem se potepal s prijatelji in sošolci po bregovih Ljubljanice, okoli Brega in Šuštarskega mosta. Zaneslo me je vse do Plečnikovih Križank. Naprej po Vegovi, mimo takratne gimnazije, proti parku Zvezda. V parku sem se igral z vrstniki in užival v prostranosti Kongresnega trga. Lovili smo se po Wolfovi ulici navzdol proti Prešernovemu trgu, kjer sem se igral na stopnicah Frančiškanske cerkve in okoli Prešernovega spomenika. Paziti sem moral samo na tramvaj, konjske vprege, kolesarje in sem ter tja tudi na kakšen avto. Všeč mi je bilo skrivanje pod Plečnikovimi arkadami. Na tržnici je bilo zanimivo opazovati branjevke pri barantanju s kupci. Zelo dober je, 20 minut je samo. Dobar dan. Ura na zvoniku stolnice me je neprijetno opozorila, da moram domov
ker bo drugače doma huda ura. Najlepši spomini mojega otroštva so mi ostali na nedeljske dopoldneve z očetom. Z njim sem se počutil varno, ko mi je držal za roko. Imel je tako toplo in mehko dlan. Od doma sva odšla, da je imela mama več časa za ukvarjanje z mlajšim bratom in pripravo kosila. Po dopoldanski maši sva si z očetom največkrat ogledala filmsko matinejo v kinu Union ali Komuna. Očeta so zanimale predvsem filmske novosti, tedenske novice iz domovine, ki so bile vedno pred predvajanjem filma. Po matineji je bil na vrsti zanimiv sprehod po ljubljanskih ulicah in promenadi. Med potjo sva se ustavila tudi v Dajdamu, ker sem jaz dobil tortico, oče pa kaj bolj moškega, običajno pelinkovec. Po Cankarjevi cesti sva šla mimo operne hiše in Narodne galerije. Sprehodila sva se vse do parka Tivoli. Zanimivo je bilo opazovati, kako so se starejši moški, ki so nosili klobuke, pozdravljali. Z eno roko so malce privzdignili klobuk, se rahlo priklonili in pozdravili. Všeč mi je bilo predvsem to, da sem jaz lahko brez zadrege očeta spraševal o tem in onem na najini poti. Vedno je imel čas, da mi je odgovoril. Domov sva se vračala skozi park, mimo kopališča Ilerija, nadaljevala pot po Gosposvetski mimo Figovca in kavarne Evropa, proti Miklošičevi cesti in čez Tromostovje domov, še pravočasno na kosilo. Zanimivo je bilo opazovati sorodnike, ki so prišli na obisk k nam v Ljubljano. Z očetom sva jih pričakala na železniški postaji. Šli smo po glavni cesti, takrat Titovi, proti središču mesta.
Občudovali so tramvaj, ljubljansko znamenitost, ki je bil izjemno priljubljen. Žal so ga pozneje zamenjali s trolibusi in manj romantičnimi avtobusi. Šli smo tudi na nebotičnik, z katerega je bil lep razgled na mesto. Pot nas je peljala naprej mimo Šestice, znamenite gostilne, proti Nami in Glavni pošti, po Čopovi navzdol proti Tromostovju. Nadaljevali smo čez tržnico pod Plečnikovimi arkadami. Proti Zmajskemu mostu, da so obiski videli zmaja, to ljubljansko znamenitost, ki jo imamo Ljubljančani tudi v svojem mestnem grbu. Proti domu smo se odpravili mimo gasilcev in Šentjakobskega gledališča. Tržnice ter stolnice do Robovega vodnjaka, v bližini katerega smo živeli. Če so obiski ostali pri nas kakšen dan več, sva jih z očetom popeljala mimo Vodnikovega spomenika po študentski stezi na grad, kjer smo lahko občudovali mesto, njegovo bližnjo in daljno okolico. Meni pa je bil in mi je še vedno najlepši pogled na Kamniške planine.
Res imam rad to moje mesto.